Potem smo skratka dočekali, da je ta zakon vložen in če mogoče še enkrat na kratko, kaj je bil namen in zakaj mislimo, da je to nujno ta zakon tudi pač sprejet. Po eni strani se je pri nas nekako kar malo preveč prijem, da država ne sme biti ničesar, in res je, ni fino, če je direktno vpletena v gospodarjenje s podjetji ali pa v odločanje v posameznih podjetjih, ki delujejo na področju Republike Slovenije. Istočasno pa po definiciji ni res, da je bolj biti brez premoženja, kot pa z premoženjem. Država je fajn, da ima kakšno premoženje in da z njim pač tudi ustrezno umno gospodari. Po drugi strani je dejstvo, da javne blagajne in naša zmožnost polnjenja teh blagajn po trenutnih izračunih kažejo precejšen razkorak in se je treba že danes spraševati, kako bomo leta 2040-2050 nekatere stvari v tej državi financirali. V teh spraševanjih seveda nismo edini, tudi ostali po svetu vse sprašujejo in to na te in one načine rešujejo in ena od oblik je takšen sovereign sklad. Zdaj seveda najbolj poznan je norveški, pa kitajski, po zadnje čase ruski, ampak pač upozoril bi na tole, da so enak naredili Irci, ki namenjajo 1% BDP-ja, takšen sklad in da je takšnih skladov po svetu 28. Najmanjši recimo ima samo 400 milijonov dolarjev na to, čisto za primer, če povem. Tudi kakšne resne države, Čile recimo, milijardo pa pol. Tako da ne gre za to, da bi rekli, ja, nimamo nafte, pa tega ne moramo narediti. Ne obstajajo samo naftni skladi. Ta problem prihodnosti in problem javnih blagajn ima marsikdo. Mi prav gotovo in zato pač moramo o tem razmišljati. Zdaj, zakaj menimo, da je tokrat trenutek narediti? Zato, ker država v tem momentu še vedno ima premoženje, ki ga aktivno prodaja, konkretno delež in delnice v nekaterih gospodarskih družbah. In menimo, da je bilo fino, da se te kupnine ne potrošijo za neke tekoče potrebe, ampak da se jih seveda pač vloži v takšen sklad in da se potrošnjo teh sredstev odloži vsaj za 15 let. Irci konkretno imajo tak sklad, se ga ustanovili leta 2000 in imajo zamrznjen to do leta 2025, skratka so šli od začetka na 25-letno zamrznitev. Tako da, pogledno ne gre tukaj zdaj samo za neko politično všečno ali kaj podobno stvar, ampak gre za neko realnost in za neko realno potrebo državljanov Republike Slovenije.